ne vem, zdaj gremo živo ali ne. Namreč napovedal sem, da bom šel v živo okrog 19. Zdaj, če ste obsedeni z vsemi temi novicami, pa to spremljate zdaj po poročilih, pač spremljajte. Jaz bom pa vseeno poskušal tisto, kar sem napovedal. Zdaj gledam računalnik pa telefon. Če bo kaj crklo, se bom po par minutah vrnil. Če mi spomina zmanjka na telefonu, imam še en telefon. Tako da, glede na to, da je na Poljskem tale polemika okrog splava in glede na to, da sem to temo obdelal, ne vem, kdaj sem, tole je knjiga Petra Singerja, tole je Biblija, bioetika. Peter Singer leta 1994 je tole napisal, Studia Humanitatis, 2004 je pri nam izšlo, mislim, da je tale Avstralc. Ja, Avstralc, 94. leta, Peter Singer. Torej, dilema je, razmislimo znova o življenju in smrti, sesutje naše tradicionalne etike. Bioetična knjiga, recenzijo za to knjigo sem 2005 napisal. In potem razvil debato tudi z Boštjanom M. Zupančičem, s katerim se kar fino štekava razen v teh pesticidih, okrog feminizma, pa okrog tega splava. Namreč on je rekel, da je Simone Veil, to je bila francoska ministrica za zdravje, morilka vseh morilk, ker je dosegla legalizacijo splava v Franciji. Moja osnovna postavka, ki jo bom že takoj zastavil, je pač ta, da ima ženska pravico, tukaj pa mi feministke verjetno aplaudirajo, ženska ima pravico, da odloča o svojem telesu, torej tudi o splavu. To je moja osnovna postavka, ki jo trdim mimo neke politične opredelitve, torej saj imam srce na levi, ampak veste, da sem zdravo konzervativen, antifeminističen na tem področju, pa sem vendarle za pravice žensk, torej ne, ali sem za splav ali proti splavu. Formalno gledano sem za splav, ampak bolj gre za to, da sem jaz za pravice žensk, da sama odloča, kaj bo s tem njenim telesom, kako bo okrog tega splava. Tukaj mi bodo RKC-jevci zamerili, namreč rimsko-katoliška cerkev ima tako ideološko konzervativen pogled na splav in so tisti, ki hodijo v cerkev kar tako družno proti splavu. Tale poljska cerkev je izredno močna, pa vendarle tam verujoče ženske, mnoge so za to svojo pravico, da odločajo o svojem telesu, torej so za legalizacijo splava. Tam je zadeva zelo konzervativna, tudi Hrvaška ima s tem probleme. Ko sem se pripravljal na tale ekspoze, sem malo hrvaške medije poslušal. Tako da, jaz pa zadevo gledam malo psihoanalitično, ne pravno, tako kot Boštjan M. Zupančič, ki je seveda proti splavu. Feministke so ga označile za seksista, mi je ta primat vzel, ker to tezo, da je Simone Veil neka morilka, bi lahko tudi ženska izrekla, ali pa nekdo, ki je legaliziral splav, bi bil, torej prepovedal splav ali pa legaliziral, je lahko ne glede ali moški ali pa ženska. Tukaj ni pomemben spol, ampak jaz kot moški sem za to, da ima ženska pravico do splava. Zdaj bom probal to utemeljiti tako analitično, navezujoč se na psihoanalizo oziroma na načelo ugodja. Namreč
treba se vprašati, ko motrimo splav, ne, in ta fetus, ne, torej ne gre za to, da bi pri splavu bil otrok umorjen. To dikcijo dajte probati ven z glave dati, no. Ker če ne, vi preveč trpite, ne. Treba se vprašati, kdo zdaj trpi, ko motri splav. Se pravi, fetus tam kot nekaj bivajočega, uporabil bom to dikcijo, fetus je nekaj bivajočega in kot nekaj bivajočega je podvržen splavu. Splav ni umor, splav ni nekaj takega, kot tam nekega talca ustrelijo, ali pa tam, ne vem, da nam rekel partizani domobranci, ne, da so Nemci talce partizane streljali, ampak recimo, da so v koncentracijskih taboriščih likvidirali Žide, da bo bolj neutralno. Pri abortusu ne gre za likvidacijo človeka, ampak gre za splav nečesa, kar bo nekoč čez 9-7 mesecev postalo, to nekaj bivajočega, bo postalo otrok. Fetus ni otrok. Zdaj mi, ki motrimo to, in tisti, ki premalo razmišljajo o celem kontekstu, se spomnim, da sem, ko sem tega svojega Lokija sprehajal par let nazaj, mimo bolnice, ne, so tam stali, ali pa točno ene se spomnim, se jo spomnim tudi, ko smo se borili na referendumu proti družinskemu zakoniku, temu novemu, tam sem bil zelo konzervativen in tudi ta je bila tam angažirana, zdaj pa tamle pred našo porodnišnico dol dežurala. In sem malo zapletel pogovor, sem rekel, ni problem zdaj splav, problem je, da vi trpite, ko mislite splav, ne. Problem so trpeče duše, ki mislijo, da se otroka tam ubija, ne. To je osnovna zabloda, konceptualna zabloda pri motrenju fetusa, kot nečesa, kar bo nekoč postalo otrok. Zdaj, če bi, in to delajo, ali pa so delali Eskimi, ne? Eskimi so dojenčke, ki jih niso mogli preživeti, še posebej dojenčke ženskega spola, torej deklice, novorojenke, so umorili, ne? Tam, v tem kontekstu se pa meni trga srce, ne? Ker tudi jaz sem čustveno bitje in vsi ljudje smo čustvena bitja in tisti, ki ste proti splavu, s čustvi gledate na nekaj, kar se da gledati tudi mimo čustev, oziroma čustva je treba umakniti, ko diskurzivno z umom motrimo problem splava. Ta ženska je tam gledala, rekel, zelo zaprepašeno, ko sem jaz rekel, da ni problem, da je tam nekaj podvrženo splavu, nekaj bivajočega, ampak da je problem ona, ker preveč trpi. Ne? Zdaj ona tega ni razumela, ampak upam, da boste pač vi razumeli. Ne? Vse podoben problem je pri evtanaziji. Tisti, ki so za, pa proti evtanaziji, problem je trpečost ljudi, ki mislijo, da bo nekdo umrl in da se mu bo pri tem pomagalo, ne? Ampak pri evtanaziji je tisti, ki hoče umreti, nebogljeno staro bitje, človek, ženska, moški, ki pri neki svobodni volji, čeprav svobodne volje tako rekoč ni, ampak v objemu trpljenja se odloči, da bo zapustil ta svet, da bo umrl. In tukaj je splav pa evtanazija sta različna, ker ta fetus nima miselnega koncepta, torej nima sposobnost misliti in ne more misliti sebe kot bivajočega, nima orodja, nima miselnih sistemov vzpostavljenih, zato da bi anticipiral svojo smrt, ker ne more niti svojega bivanja zaznati, ker nima razvitih možganov, oziroma tudi tisto, kar so zametki možganov, ne, mi ne vemo, če fetus misli, ne, ampak zagotovo se pa da vedeti, da ne more misliti na tak način, da bi zaznal, da je nekaj bivajočega, ki bo likvidirano pri splavu. Ne, z veliko verjetnostjo lahko rečemo, da to fetus ne more anticipirati,
ker nima orodja, orodje je pa jezik. Ne? Se pravi, mi dojenčka skozi otroštvo naučimo govoriti in ko dobi orodje, se pravi govor, jezik, lahko misli kompleksno in misli tudi svoje bivanje in se lahko sooči z vprašanjem smrti. To lahko naredi otrok oziroma odrasel človek. Ne? Ko je starostnik v dilemi, ali bo zapustil ta svet, on točno ve, da biva, da mu je težko, da življenje je ena sama kalvarija in se odloči za smrt, ker ne bo več toliko trpel, ker ga ne bo več, ali pa v nebesih, kjerkoli. Ne bo več tukaj sedaj živel, vegetiral, bil v fikus na tisti postelji. In svobodno voljo, recimo, se odloči, ali pa se v imenu njega lahko odločijo tisti, ki ga imajo radi. Ne? Tisti, ki ga imajo radi, se lahko odločijo. Ne? Pri splavu je pa problem trpečih in seveda ideologija RKC-ja. To je pa ideologija, to ne bi smel imati resno, oziroma resno. Tisto, kar je verovanje v nekaj, kar je domnevno nekdo tam nekje razglasil kot božjo misel, ne, in zapisal tam neke knjige, Biblijo pa tako naprej, s tem se toliko ne ukvarjam. Jaz se ukvarjam s čutenjem tistih, ki motrimo splav. Ne? In jaz ga motrim z umom mimo čustev. Ne? To je težko, to je umetnost. Ne? Torej umetnost, to je zagatno. Ampak jaz vem, da nekaj bivajočega nima razvitih intelektualnih struktur, nima razvitih možganov, zato in nima niti orodja, jezika, da bi se podučil samega sebe, oziroma ga bi podučili drugi, da on zdaj biva, zdaj bo pa izpostavljen likvidaciji, ki se reče splav. To ni tako, ne? Ampak ko je splavljen, ta fetus ne trpi kot talec, ki je tam ubit, ne? Ampak problem je trpljenje tistih, ki so proti splavu. Tem se trga srce, ker so se zakalkulirali, ker mislijo, da otrok tam trpi pri abortusu. In potem dokazujejo, da trpi na način, da rečejo, ko se, recimo, če to snemajo, ne, in se je bilo to snemano, ko se tam s tistimi kleščami tako rekoč likvidira ali pa abortira, splavi to bivajoče imenovan fetus, zarodek, torej ne otrok, nekaj, kar bo postalo otrok, ne? Da se to nekaj bivajočega izmika kleščem. Češ, da fetus misli, abortus ne more misliti, ker nima miselnih sistemov, ker nima razvitih možgan, ker nima razvitega miselnega orodja, ki bi bilo orožje pri spopadanju s problemov splava. Zdaj, izmika se tudi vilica, torej goba v olju ali pa tiste tam vložene gobe. Dajte vi probajte z vilico to napičiti. Tam je v nekem ovoju, tako kot je ta fetus zarodek, tam nekje je varno shranjen v maternici, zavit v neko sluzasto snov, tako kot tista goba, ki se jo ne da napičiti, ker se zmuzne. To je nek varovalni mehanizem, ampak ne gre za to, da se fetus izmika, ker misli, zdaj bom bojo pa splavili, zdaj moram pa pobegniti, pa se kleščam izmikati. To razmišljanje, tako razmišljanje je infantilno. To ni tako. Če logično sklepate, otrok ne more misliti in zdaj to verovansko se zateči k tezi, da ima otrok, ki ima že tam neke zametke, kaj vem, bivajočega na način, da se tam zazna, ne vem, utrip srca. Utrip nečesa, iz česa se bo razvilo srce. In zdaj, da ima pa ta otrok dušo. Duša je verovanski koncept, to je krščanski koncept ali pa verski koncept, v katerega se verjame, ali se pa ne verjame. Skozi psihoanalizo, moram reči, Freud je bil ateist, ne? Jaz verjamem v nekaj, kar bi lahko bilo Bog. Ampak zdaj razpravljam z umom. Človek ima duševnost in ta duševnost se razvije. Razvije se iz neke
polimorfne perverznosti, ki jo ima dojenček, v troslojno duševnost. Potem ono delček sebe oddvoji za jaz, ego, angleško ono je id. Ego pa potem s časom delček sebe oddvoji za superego, to je pa nadjaz. In tako funkcionira duševni aparat, tako funkcionira duševnost. Ampak to ni duša. Duša je verovanski koncept, ki se ga nikoli ne da dokazati na tak način, da bi znanstveniki rekli, odkrili smo dušo. Tisti, ki bi radi odkrili dušo, rečejo, ja, duša obstaja, smo jo odkrili. Metodologijo pri odkrivanju je nekaj, čemu se reče duša, metodološke poti, korektne, ni, da bi mi lahko zaznali, da duša obstaja. In potem še rekli, ko se semenčica pa jajčica združita, nastane bitje, imenovano otrok, ki že ima dušo. To je verovanje. To lahko naflancate vernike. V cerkvi lahko naredi to duhovnik, ne vem, kdorkoli, ali pa papež. Ne? Zato, če bi radi motrili problem abortusa, splava, morate kot subjekt izstopiti iz diskurza. Izstopiti, kar pomeni, da ne smete s čustvi gledati na problem na problem splava in evtanazije. Sam v evtanazije je dost lažje razmišljati. Jaz recimo sem za evtanazijo, zato, ker tam je dilema manj sporna. Ne? Problem je sam cerkev, kjer tam piše, ne, da je Bog to rekel, ne, da je sveto življenje, da to se ne sme zdaj. Ne. Ampak jaz kot trpeči, ne, ko je moj oče tam trpel na smrtni postelji, ne, če bi trpel še par let, bi jaz trpel, ker vidim, da oče trpi. In bi mu želel, da ne bi več trpel. In zdaj, če bi on mene prosil, jaz ne morem več trpeti, bi bil v strašanski moralni dilemi. Ampak jaz bi se pogovarjal s človekom, ki ima nek in bi jaz ocenil, ali je to pri zdravi pameti izrazil željo po smrti, ne? To bi že ocenil jaz kot sin. Ampak oče je na srečo ali pa nesrečo spontano zaspal, se poslovil, skratka trpel je mimo tega, da je 10 let trpel, ampak v par urah ali pa v par dneh, tednih. Zarodek, fetus, pa nima nobene svobodne volje, sploh nima pameti, da bi karkoli o sebi autorefleksivno izrekel, ker nima orodja, nima možganov, nima nič. Edino relevantno v celi zgodbi sta tiste dva, ki sta donirala pač semenčice pa jajčice. Ampak ta semenčica je tam, donator sperme je lahko priložnosti seks, lahko je posilstvo, lahko je, ne vem, nekaj ponesrečenega, kar se je zgodilo, lahko je, ne vem, planirano, pa se je s tem zarodkom kaj naredilo, ampak relevantna v celi zgodbi je samo in izključno ženska. Bodoča mamica oziroma ženska, ki je noseča in se mora s to nosečnostjo soočiti. In ko ona reče, moja življenjska situacija je zdaj takšna, da si jaz tega otroka ne morem privoščiti, ker bom spodletelo nadaljevala celo ostalo življenje. Zanosila sem na žurku pijana z nepravim moškim, ne? Imam fakulteto, ki jo moram narediti, doma se mi bojo odrekli, če bom, ne vem, prišla noseča domov, jaz želim splaviti. Sej spontan splav ženska sama sebi naredi v glav, ne? Da nota misli, da je to nekaj slučajnega. To ženska lahko sama sebi naredi in to naredi nezavedno, nehotno. Ne? Ženske, ki spontano splavijo, morajo iti na terapijo zato, da predela konstrukte nezavednih procesov, ki jo silijo v spontan splav. To je zdelam in to s hipnozo. Ampak splav, ki se ga pa ženska loti, tako rekoč pri polni zavesti, ko skalkulira, da se bo življenje sesulo, če bo donosila, če bo imela otroka, če ji sledi življenjska kalvarija,
je treba njeno hotenje, njeno željo, njeno namero po splavu upoštevati. Sistem ji mora omogočiti. Ne? In to je moj point celega tega predavanja. Ne želim, da je to predavanje predolgo. Moram pa reči, da je pa res, ne, tisto, kar pravijo tisti, ki zagovarjajo nasprotniki splava. Zapravo, da ženska, ki noseča, mora donositi, če tudi je otrok incestuozen, če tudi je ne vem kaj, čeprav obstajajo zdaj te neki čeji, če je pa to pa tako, defekt nek zarodek, pa se pa sme splaviti. Ne. Gre za namreč za to, da je ženska lahko v dilemi, ali pa oba dva, imata že 5 otrok, zdaj pa še 6 noseča, doma pa vsi lačni, kako bomo zdaj, ne? Pa se oba odločita, ali donositi, ali pa splaviti. In če rečeta, bomo imeli še enega otroka, ali pa če ženska, tudi če je samohranilka, reče, nič, bila sem posiljena, ampak otrokom pa obdržala. In potem, ko pride otrok na svet, je vsa vesela in celo življenje vesela, da ga je zadržala, da ga ni splavila. Človek ima obrambne mehanizme, da lahko ženska, ki je bila 99% pripravljena tega otroka splaviti, pa v enem spletu okoliščin pa tega otroka ni splavila in ga donosila, in ta otrok je zdaj njen otrok, sin, hčerka, in se je ve, da ga vzljubi. In potem je vsa vesela, da ni splavila. Ampak obstaja tudi ženske, ki so pa vesele, da so takrat splavile, ker še teh 3, 5 ali pa ne vem koliko otrok, pa kot samohranilka ne more zdaj imeti še enega. Že tako se je meša, ker je preobremenjena. Da bi še enega imela, joj, dobro, da sem splavila. Ne bi naredila faksa, ne bi naredila nič, vse bilo narobe. Ne? Želim povedati, da ima človek obrambne mehanizme, da se v dani situaciji, kjerkoli je, si zracionalizira, da je to v redu. Se pravi, ženska, ki ima otroka, ki ga je sicer želela splaviti, prvotno pa ga ni, je vsa vesela, da ga ni, ker so obrambni mehanizmi tako narejeni. Skratka, zdaj, če je kdo kaj repliciral, bom jaz poskušal natipkati odgovor, pa pomislek. Zaenkrat ne vem. Jaz upam, da nisem bil predolg, ker tole v živo javljanje nameravam ponoviti, ampak ne eno drugo temo, in to na dan filozofije, ki bo 19. novembra, to je svetovni dan filozofije. Takrat se bom pa v živo javljal na neko filozofsko, športno filozofsko temo. Danes pa se mi zdi, da je to bilo to. Skratka, hvala na pozornosti. Jaz upam, da mi bo tale video uspel shraniti, ker zadnjič na eni Zoom konferenci sem na delete pritisnil. Zdaj bom končal, potem bom pa poskusil še kaj odgovoriti na kakšno vprašanje. Hvala, ker ste me poslušali.